Dober dan vsem skupaj. Veseli me, da spet začenjamo s to našo Zoom kavico, petkovo tradicionalno Zoom kavico, in da bomo se imeli fajn. Z nami je gospa Mihaela Gorše. Pozdravljena, gospa Mihaela. Dan, pozdravljeni. Prav čast mi je, da ravno jaz otvarjam novo sezono kavic. No, jaz mislim, da jaz sem tu zelo vesel, da nama je ratalo, ker midva sva se pogovarjala o tej kavici, oziroma jaz sem to planiral že, mislim, da že februarja, da bomo to že februarja naredili, pa je pol prišlo do odpovedi in tako naprej, ne. Skratka, no, in A ti scepljena, Anica? in to, vidva, prosim, malo tišine. Skratka, no, in potem sva nekako uspela se dogovoriti, da začnemo, ne. Zdaj, jaz bom bolj tiho, hočem reči tako, bom pustil bolj, da bo o tej strokovni temi govorila Mihaela, ker je pač, bi rekel takole, tale bolezen je teorija in praksa je njeno življenje. A je tako, gospa Mihaela? Bo, ne. Zdaj, to gre za eno redkodedno bolezen, a ne, če sem prav seznanjen. Če me nagovarjate mene osebno, seveda, ja, jaz sem, mogoče za začetek sem umeščena v 4. kategorijo slepote. Moja diagnoza je pigmentna retinopatija, širina vidnega polja znotraj 5 stopinj in 10% vizusa še, ne, z nekimi pomagali tudi do 20, tako da si z tehniko še pomagam in poskušam brati. Drugače pa ja, ta bolezen je moje življenje, to je redka genetska bolezen. Pri meni je izbruhnila pri 22 letih, ko sem imela doma dojenčico in sem iznenada začela opažati, da mi vid peša, ni ostrine, ni širine, jaz sem se kar zaletavala v marice, če so na tleh puščali. Nekoč sem z otrokom, z dojenčkom v naročju hitela po hodniku, pa je nekdo pustil vrata odprta in sem se frontalno, sva se zaleteli in to je bilo katastrofalno. Mene je to tako prizadelo in zrušilo, sem rekla, to treba k zdravniku, no, in potem je kolesje se zavrtelo. Mislim, da je bila hči stara 4 mesece, ko so mi rekli, ja, zdaj se pa moramo usesti z zdravniki, veste, vi boste oslepela, to je redka genetska bolezen, za katero pač ni zdravila, ne. Koliko pa je ljudi, recimo, v Sloveniji, bodimo kar bolj lokalni zdaj? Ja. Razširjenost redkih genetskih bolezni oči je približno 1 na 4 do 5 tisoč v Sloveniji. Nekako se ocenjuje, da jih je približno 1000, ki imajo bolezen mrežnice, distrofijo mrežnice in vidnega živca na taki osnovi, a ne. Mogoče bi tukaj kar nadaljevala z eno temo, ki se mi zdi zelo pomembna, no. Ali pa če narediva še malo uvoda, jaz tukaj v tem trenutku nisem samo kot Mihaela Gorše pač obolela, ena od nas slepih, ampak sem tudi v funkciji predsednice društva Svetloba. To je prvo društvo v slovenskem prostoru, ki smo ga lansko leto registrirali, ustanovili in registrirali skupaj zdravniki nevrooftalmologi. Pravzaprav lahko rečem, da z vrhunskimi, a ne, profesor Pavlina in doktor Jarčeva sta tudi naša ustanovna člana. In sicer smo ustanovili ravno s tem namenom, da se, ker nas je tako malo in ker imamo take specifike, a ne, da se med sabo povežemo, podpiramo seveda na tej horizontalni ravni, kar je po človeški plati izjemnega pomena, a ne. Po drugi strani pa tudi, da pomagamo našim družinskim članom in širši javnosti spoznavati naše probleme.
In ne nazadnje, tretja stvar, ki je zelo pomembna, ne, zdravniki nam pa pomagajo na tem področju, da nas na nek način seznanjajo z novimi dognanimi metodami zdravljenja, skratka, z dogodki, ki se na tem področju dogajajo, ker zdajle se dejansko na tem področju dogaja razvoj. Če smo še lansko leto nekako laično, bom govorila seveda, ker nisem zdravnica, govorili, da so to popolnoma neozdravljive bolezni, da se nič ne da narediti, da te bolezni praviloma v zelo, zelo, zelo veliko slabovidnost ali slepoto vodijo. Nam zdaj vlivajo najnovejša spoznanja in raziskave neko upanje. V tem desetletju naj bi se zelo dodelalo genetsko zdravljenje, pa tudi druge metode. Halo, se slišimo? Ja, ok, tam ne vidim en neznan obraz, to je Mateja, a se lahko mogoče mi predstavi? Ker mikrofon je treba vklopiti. Živijo, sem Mateja. Jaz sem se pridružila na pobudo gospe Mihele, ki je sporočila, da je danes na vrsti tale kavica. In jaz sem tudi članica društva, Svetlana, pa imam tudi tako kot ona RP, reteniti spet. Živijo, hvala lepa. Živijo, sem te vesela. Jaz sem včeraj v Google grupo Društva Svetlana napisala, da sem povabljena in sem povabila vse člane društva, ki bi se lahko priključili, da me malo podprejo, pa da aktivno sodelujejo, da čim boljše predstavimo naše društvo danes. No, super. Evo, bom jaz zdaj malo prebral, kdo se je gor, tako da se bo vedlo, a ne? Zvok smo zdaj ukrotili, se kaj boljše slišimo? Zvok zdaj boljše. Zdaj se midva slišiva tukaj, čez bo malo moteče, ampak bova že preživeli, a ne? Ja, mene načinu. Torej, Marjana Č. Zdaj jaz bi prosil, ker bojda moram za tele... Za prisotnost moram napisati tudi priimke, pa bi prosil, da mi mogoče malo poveste za priimke, za tiste, ki vas ne poznam na novo. Tako da, mogoče mi kar na chat napišite, da ne bomo. Torej, Goran, potem je STR, to je verjetno zdaj Marjana, Ne, STR je Mihela. A Mihela, pardon. Mihela piše STR, jaz sem pa Meri piše. Ok, bomo spremenili to. Potem je Marjana, Poimeta Vrabič, Silva Rožman, Biserka Biljakovič, Bojan Golob, Brane But, kako pa Anja? Anja Grum. Potem smo rekli Brigita Kos, Damjan Sivko, živijo Damjan, Darinka, živijo Dino, Jera Rak, Jurči, Larisa, Jeknič, STA, pozdravljeni STA, upam, da se dobro držite, Maksi, živijo Vimškov, Mateja in Rok. Tako, dragi moji. Zdravo vsem tudi v mojem imenu, Jera živijo. Tako da deva pol nadaljevati. Kje smo končali? Jaz sem ostala pri tem, da jaz toplo vabim, da ta tretja veja, če tako lahko razdelimo našega društva, je pa ta, da sodelujemo z zdravniki, nevrooftalmologi in da zelo vabimo ljudi, ki imajo genetske bolezni, da se obrnejo na nevrooftalmološko ambulanto v Ljubljani, ker se intenzivno izvajajo genetska testiranja, ker se ustanavlja vseevropska baza genetskih bolezni. In to z enim razlogom, ker je za zdravljenje pigmentne retinopatije za eno vrsto amitaze odkrito zdravilo. Eno zdravilo, ki zelo pomaga pri boljšem sprejemanju svetlobe, celo razširi vidno polje in nekaterim celo izboljša ostrino. Ampak nažalost, po mojem vedenju v Sloveniji takega še niso detektirali, predvidevajo pa, da bi jih bilo lahko tja do 10. Kaj pa, se opravičujem, kaj pa, če vam bom tako skakal besede že vnaprej? Lahko skačete v besede. Tudi vas, dragi
prijatelji vabim, da skočite v besedo, če imate kako vprašanje, ampak dajmo tako z dvigovanjem roka, ne. Kaj pa korenček? Bojda je ta karotin pomaga pri nekem smislu za zavedanje. Ja, zanimivo vprašanje. Vedno je veljalo, da je treba ogromno A vitamina, pa boš dobro videl. Jej surovo korenje, jej kuhano korenje, korenje v vseh oblikah in dodaj A vitamin. In si že videl zajčka z očali, a ne? Ampak ravno v tem letu se mi je zdelo, malo sem slišala o tem, da velike količine A vitamina lahko imajo tudi slabe učinke na mrežnico. Sem se aktivirala, šla v akcijo in z dr. Jano Sajevic iz Nevrooftalmološke ambulante v Ljubljani smo posneli predavanje, skoraj polurno. Ona je, mislim, da delala tudi doktorsko nalogo s tem naslovom. Dobri in kvarni učinki A vitamina na mrežnico. Tako da učinki prevelikih količin A vitamina niso samo dobri. A vitamin lahko tudi kvari mrežnico in zato na srečanjih, ki jih mi imamo, mesečna srečanja, Zoom srečanja, tako kot imate vi kavico, imamo pa mi za strokovnjaki. Oftalmologi ves čas opozarjajo, jejte zdravo hrano, vzdržujte zdrav življenjski slog, ampak ne dodajajte prehranskih dodatkov. Tako da toplo vabljeni, če lahko, saj najbrž kot predsednica društva Svetloba to lahko, povabim na našo spletno stran predavanje o vplivih A vitamina, je novo, zdaj 14 dni na naši spletni strani. Poleg še drugih predavanj, o različnih boleznih. Ja, to, zdaj, ko ste glih omenili spletno stran, pejte si jo pogledati. Kar se mene tiče kot videčega, je odlična stran. Mislim, da je precej blizu, kar si jaz kot videči predstavljam, da bi moglo biti za slepe. Dobar, to je pač... Zdaj, strokovno mene boste pač vi slepi in slabovidni povedali, zdaj ne moram jaz ocenjevati, ampak dejansko se mi zdi, da je zelo pregledna, zelo preprosta, nobenih posebnih nekih linkov in nekih zadev, se pravi, nisem pa jaz stroka, tako da, kdo vam to dela, oziroma kako, kdo vam ta koncept naredi, oziroma kako ste se odločili za tako stran? Jaz sem se v bistvu sama odločila, pomagala mi je pa ena mlajša gospa, ki se s temi stvarmi ukvarja, tako da spletna stran je v bistvu, ker takrat še ni bilo članstva, ko smo to delali 2 leti nazaj v velikem številu, sem se odločila skozi svojo optiko. Kako jaz lahko, če grem na spletno stran, pridobivam informacije in izhajali smo tudi iz tega, da mi, ki imamo pigmentno retinopatijo, najlažje spremljamo besedišča v negativu, to pomeni na črni osnovi s svetlimi povečanimi črkami. Tako da se tudi na ta način je tudi spletna stran koncipirana. Čim manj smo se pogovarjali raznih dodatkov, tako je, ja, da je samo bistvo, potem pa lahko povabimo z, enim klikom, 2, pa tudi na Facebook stran. Facebook stran nam pa tudi ureja mlada ženska. Zato mogoče smo tudi tako malo bolj sodobni, ker imamo, eno srečo, ali kako naj temu rečem, blagoslov, da pridejo pravi ljudje v pravem trenutku in to mladi ljudje, ki prinesejo svež veter, in obe sta odlični sodelavki, obe prisluhneta, poskušata se v naše čevlje, v naše oči empatično postaviti, in Facebook stran je pa sploh bogata, tam je pa se najbrž bova še o tem kaj spregovorila. Ja, seveda, sej pa multimedijska je, v bistvu imate veliko teh prispevkov, predavanj gor. Ja, mi temeljimo na zvoku. V naslednjem letu si pa zelo, zelo želim, da bi nam pa uspelo pridobiti sredstva in ljudi, da bi pa dejansko prilagodili spletno stran slepim v popolnosti, kar pomeni, da bi bile tudi teme, teksti, slike opisni. Mary? Ja?
Živijo, dobro jutro. Živijo. Kako si? Ja, v redu. Boš ti še kaj povedala, ti imaš isto to obliko, ne? Ja, Ampak ti si odlična slikarka, kako pa tebi to ratuje? Branko Čejak je pa odličen, eden najboljših fotografov v Sloveniji, ne? Mislim, da ste, ne vem, jaz ne vem, a to kaj vpliva na vašo ustvarjalnost, ta bolezen. Ali je to čisto slučajno? Mogoče, ker nimamo drugih, pa se je malo ta stran možganov malo bolj razvila, ne vem. Mogoče smo pa tudi podedovali, ker jaz vem, da moj oče je risal. Sem najdla enkrat eno spominsko knjigo. Ja, jaz imam zelo skoncentriran vid, jaz vidim samo center, pa še to imam relativno dobro, tisti strogi center, je nistagmus prisoten tudi. Tako da, če se skoncentriram, vidim dosti natančno, ampak to majčkeno stvar. Zato pa tudi lahko naslikam in se preveč v podrobnosti spuščam. Mogoče bi bila boljše, da bi šla malo bolj tako na široko, ampak kar ne morem iz svoje kože. Kar malo preveč se trudim, a ne tako. Ampak zaenkrat mi to nič ne škoduje. Da lahko dodam, Meri, ti izjemno lepo slikaš, pa nič hudega, če ne vidiš tako zelo natančno, a ne se Leonardo da Vinci je tudi s fumatotehniko uporabljal, pa poglej, kako je šel v zgodovino. Ja. To je s fumatom, mehko, ne? Zdaj mora biti malo, ja. Zdaj imamo eno mentorico zelo ambiciozno, ki hoče, mi smo 4-5 slikark iz tega društva našega, kranjskega, pa nas ta slikarka prav preganja z novimi tehnikami, z novimi, vse nam hoče pokazati, da bi še kaj novega se zmeri naučile, pa sodelovale s hrvaškimi slikarji, pa ne vem, tako da ne vem, kar malo preveč ambiciozna. Tako da, zdaj smo še na steklo začele slikati. Samo to je ena taka tehnika, kot da slikaš zrcalno v bistvu. Se moraš tudi zrcalno podpisati in je pol una stran pravilna. Tako da se vse da, s takim majčkim vidom se kar veliko stvari da, Super. Mihaela. Lahko jaz dodam, lahko eno. Ja, izvolite, se pogovarjamo se, ne? Ja, glejte, jaz se skoraj vsak teden čudim, ampak res čudim našim članom društva. V našem društvu so tako izjemni ljudje, ima vsak kak talent, vsak je na nekem področju tako izjemen, da ti vzame sapo, da je to mogoče. Jaz jim pravim, da so prebojniki in se izjemno trudim, da imamo pozitivno atmosfero in da smo naravnani, da jih predstavljamo, da predstavljamo njihovo delo, kaj vse slepi in zelo slabovidni zmorejo, ne da se usedemo, pa nam je samo težko, kar nam tudi je, absolutno in zagotovo nam je vsem težko. Ampak to so ljudje, ki so vstopili čez, veste, ki so naredili preboj in so se našli v neki ustvarjalnosti. Ta ustvarjalnost jih pa hrani, njihovo samopodobo, samozavest. Tako da jaz se trudim na vseh koncih in krajih to samo podpirati, ker to je v končni fazi, lahko rečemo, tudi zdravilno, a ne? Saj imate cel kup projektov, a ne? Prej, ko sta se pogovarjala, ste rekli, da je cel kup projektov, ki jih imate v glavi oziroma ki jih delate. A bi še kaj o teh projektih povedala? Cel kup projektov imamo, mogoče je zdajle eden najlepših, ki prihaja v zaključno fazo, tipna voščilnica. Mi smo se na pobudo, vse lahko povem, Jera nas posluša. V tem letu namreč so se v naše društvo včlanili tudi slepi otroci oziroma starši slepih otrok z to LCA diagnozo. Laično povedano, to je podobna diagnoza, kot jo imam jaz, tako pigmentoza, samo da so se ti otroci rodili slepi in se pač ta zadeva malo drugače imenuje. Skratka, mi smo pridobili precej slepih otrok in to tako ustvarjalnih otrok, da vam solze tečejo, ko jih gledate. To igrajo, recitirajo, flavto, to so izjemni uspehi, slepa deklica, ki klekla. Mislim, to se samo prikloniš, sapo ti vzame
smo razmišljali, kako to na en lep način predstaviti in skratka smo pristopili k izdelavi tipne voščilnice. Na sprednji strani je fotografija fotografija našega Branka Čejaka, on je tudi član našega društva, izjemen fotograf v slovenskem prostoru, ravno zato, ker ne vidi. In je sperfektiral osvetljevanje. In so njegove slike zaradi njegovega slabega vida izjemno zanimivo osvetljene. Na drugi strani bo voščilo, na notranji strani v povečanem tisku, na desni strani v brajici. Na zadnji hrbtni strani bo pa QR koda, na kateri bo preko YouTubea naložen koncert, ki ga snemamo po delih v dvorcu, v preddvoru na gradu Dvor, ki ga trenutno ureja in obnavlja tudi naša članica društva, zelo, skoraj slepa. To je ta grofica. Tanja Šubelj, ja. Ona Tanja Šubelj, ja. Dala na razpolago, res je, slepa grofica Tanja Šubelj, pro bono, nam je dala na razpolago grajske prostore in smo se odločili, da če je že to božično novoletna voščilnica, da jo tudi v grajskih prostorih posnamemo z vsemi temi otroki, ki so pripravljeni sodelovati, z recitacijami pesnice, avtorice Bine Štampe, ki nam je dala absolutno soglasje, nas podpira. Vse skupaj glasbene in umetniške točke so pa povezane s krasnimi mislimi, kaj našim članom svetloba pomeni. To vse skupaj zaokroženo pod naslovom Odzvanjanja svetlobe. To je en tako lep projekt, oziroma je že skoraj do konca, v decembru ga bomo predstavili. Super, to lepo zveni. Meri, kako se je pa tebi začela ta bolezen kazati? Ja, meni se je tako začela, da sem najprej kot predšolski otrok začela škilt in so ugotovili, da je nekaj narobe. So me poslali zdravniku, zdravnik mi da očala, potem sem šla pa v normalno šolo osnovno, stanje se je pa skozi slabšalo. Vsako leto nova očala, ampak nihče pa ni diagnoze ugotovil. Jaz v bistvu tista očala nisem skoraj nič rabila, sem napisala, da sem jih celo, ko smo hodili peš 4,5 kilometre v šolo, skozi en gozd, pa sem tista očala kar obesila na smreko, sem bila sam kregana, sem bila doma. V glavnem, jaz sem to osnovno šolo tako hodila, tako težko. Mene je skrbelo, kako bom prišla pred tablo, kako bom prišla do svojega stola, kako bom prišla čez hodnik za posodico z vodo, za likovni pouk, kako bom šla malico, kako bom to, ker nihče mi pa ni znal povedati, kaj z mano narobe. Jaz sem mislila, da sem toliko štorasta, jaz nikoli ne vem, nisem nikoli doživela, da bi videla, kako je v bistvu življenje, če normalno vidiš. To je v 7. razredu osnovne šole je pa doktor Viktor, ki je še pokojni, je ugotovil diagnozo, pa sem bila takrat v bolnici. Se spomnim, da sem mi še celo neke injekcije so takrat dajali. No, potem se je vsaj vedelo, da sem bila oproščena igre z žogo, pač imeli so me pa za eno tako malo bolj narodno čalarko sem imela. Čalarko, ja, to smo vsi imeli, ja. Mateja, kako se pa vi prišli zraven k tej svetlobi oziroma? Ja, v bistvu meni je za to društvo povedal oftalmolog dr. Havlina. Že tako, nekako je omenil, če bi me zanimali, potem je pa ne vem, mislim, da se ne spomnim, ampak mislim, da sem se celo na Facebook skupino prijavila, nisem se pa še v društvo in tam so me pa potem te članice tako eni komentarji so bili, malo smo se povezali, malo sem začel klepetati, pa sem se pa odločila, da se bom člana. In v bistvu je tako pač zanimivo, ker nisem
sploh nikoli razmišljala, da bi se kakšno tako društvo včlanila. Jaz sem tudi še zelo dolgo, meni se je zdelo, da kar dobro videla, čeprav sem bolj ugotovila, da sem bolj kot dobro videla, dobro se adaptirala v tem smislu, da sem pač toliko želela skriti te stvari, ne, recimo vse to, kar je tudi Mary zdaj omenila. Jaz sem bila tudi vedno tako malo, bom rekla, ožigosena, malo zmedena, malo štorasta, ne, vse drugo je bilo prej, kot da ne vidim. Tako da sem zelo dolgo časa pač nekako ustrajala v nekem kot zelo videč človek, ne, tudi vozila sem avto, tako vse. Potem je pa to počasi prijelo sprejemanje in se mi zdi, da je to društvo prišlo kar v pravem času. Pa še tako, jaz sem si vedno nekako predstavila, da bi bila bolj rada v nekem, če že bom nekako na ta način, da je bila obkrožena res ljudmi, ki so zelo pozitivni. Kljub temu, da pač vsi se zavedamo, da imamo te ovire in da moraš življenje tudi prilagoditi, terja kar velikega sprejemanja in pač cel proces je. Ampak meni osebno me je tako navdihnilo biti v tem društvu ravno zaradi te pozitive. Tako kot je tudi Mihela rekla, pač predstaviti vse te prednosti, a ne, kaj ljudje, bom rekla, stvari, ki jih gojijo vse, pa ne. Pa res eno tako prijetno vzdušje povezovanja. No. Tako da jaz nisem v bistvu ta trenutek v nobenem drugem društvu še zaenkrat, kar se tiče slepih in slabovidnih. Tako da to je bila kar ena taka topla dobrodošlica v ta svet, nekako sprejemanje tega, da sem, bom rekla, uradno imam, da sem slepa, ne, 3. kategorija slepote. In mi je kar lažje, če vse to iti tudi ob tem, ko vidim toliko enih pozitivnih ljudi, no. In da se da. Tako da nekako tako vse je malo doprinesel k temu, da sem tukaj. No. Pač nekako več stvari se zgodi in je tako lepo poklopil zdaj. No. Pravi, življenje je lažje, če je človek nekje v društvu, kjer imajo ljudje enake težave. Ja, mislim, sploh ne vem, no, jaz po mojem tudi drugi člani lahko rečejo, no, ampak jaz mislim, tako kot se pogovarjam, da res dolgo časa misliš, da si edini. Recimo jaz, kljub temu, da je to dedna bolezen in v naši družini recimo noben ni slep, noben ima te diagnoze. In jaz sem se zelo dolgo časa počutila, da sem pač edina, ne. Potem pa počasi vidiš, da nisi, da nas je v bistvu pravzaprav kar dosti več. Čeprav že recimo, ko sem jaz prvič dobila diagnozo uradno, oziroma pol, ko sem prišla k doktor Havlini, on je mene že v štartu predstavil 2 članoma, ampak takrat sem jaz še tako, bom rekla, stara 20 let, pa nisem bila še v tem sprejemanju, pa mogoče tudi, ker sta bila ona 2 moška, starejša. Recimo, jaz sem zelo rabila tudi te prav ženske, kako ne rečem, vzornice, ne, da zmorejo to. In to se je pol čez življenje, no, pol spoznaš tako ljudi in nekako, ne vem, zdaj mi je veliko lažje s tem, ker vsak let je lažje, no. Ja, ne, to je znano dejstvo, ne, da recimo, ne vem, mene so pač učili, da je recimo, ne vem, od zunaj izven Slovenije, recimo Anglija, ne, ker sem bil, so rekli, da pač dobijo se 3-4, ko imajo iste probleme, pa ustanovijo društvo in potem to furajo naprej in grejo naprej, ne. In Mihela, verjetno je bilo to podobno tudi tukaj, ne? Ne, ni bilo podobno, zaradi tega, ker jaz zelo dolgo nisem mogla sprejeti svoje bolezni in sem se do zadnjega diha umeščala med videče. Je mogoče res, da sem imela tako družino, od katere sem jaz mislila, da pričakujejo od mene, da tega ne razkrijem oziroma da tega ne pokažem. Družinska sramota. Ne vem, če je družinska sramota, ampak tako nekako mi je zdelo, da jim, no, kakorkoli že. Skratka, jaz sem se zelo trudila biti umeščena med videče in tudi iz Ljubljane sem se preselila, sem živela zelo samotno, nepovezana, samo z eno žensko, ki je slepa, sem se družila. Potem je pa profesor Havlina nagovoril. Prvič pred 30 leti, takrat, ko je prihajal iz Anglije,
ki je tam doktoriral, ko se je specializiral za bolezni mrežnice in ko je videl, kako imajo v bistvu v Angliji to horizontalno mrežo organizirano in kako dobro deluje. Koliko lahko ljudje dajo drug drugemu. Ampak jaz takrat pred 30 leti nisem bila še pripravljena. Zdaj je bil pa splet okoliščin, da sem se večkrat morala oglasiti na kliniki, ki sem imela težave in nobene priložnosti je spet odprla to temo. Glejte, sem pa rekla, ja, bil je čas, stvari so bile postavljene in se je začelo odvijati z veliko hitrostjo. Zdaj, če se lahko navežem na to, kar si povedala, Mateja, hvala, res. To je bistvo tega, kar sem rekla, ta horizontalna povezava, ne? Da si pomagamo. Tvoj moto je podarimo si bližino. A ne? Takrat, ko si v teh težavah, ali postopnega izgubljanja vida, ali enkratnega izbruha, ki ti vzame vid, poškodbe, karkoli. Neskončno ogromno pomeni bližina in izkušnja nekoga, ki je dal vse to skozi. Takrat, ko si na kolenih, ko si res pan. To se treba navaditi, ne? Pri teh Zoom kavicah je tako, da se pač oglašajo. Takrat je ta izkušnja res neprecenljiva in to jaz poskušam zelo gojiti, ne? In se mi zdi, da neko solenje pameti ali neko vzvišeno komuniciranje, tega mi ne potrebujemo. Mi potrebujemo odnos ena na ena, človek na človeka, več ljudi, srce na srce, kako se s tem soočamo, kako nam je težko, kako nam je lepo, in potrebujemo zgodbe. Moj modus operandi pri društvu je čim več zgodb. Zato se trudim, da posnamemo ljudi, ki so, kot jim jaz pravim, prebojniki, ki so bolezen sprejeli in v tem videčem svetu, ki je dosti zahteven, zelo zahteven in kompetitiven, dosegajo kljub vsem omejitvam velike cilje. In skozi eno lepo zgodbo, ki jo posnamemo in jo predstavimo na spletni strani, na Facebook strani, se mi zdi, da se najlažje povežemo, da tudi tisti, ki še niso prebojniki, ki so se morda od bolečine, ranjeni, skrili vase, se zaprli, morda pa skozi zgodbo nekoga lahko dobijo en žarek. Kako? Goran je imel eno vprašanje. Goran, izvoli. Pomotoma sem pritisnil tole čudo. V redu, okej. Ampak lahko se enkaj vprašaš. Če ne pa kasneje. Ja, hotel sem reči, Jero Rak sem hotel vprašati, če je prisotna. Je prisotna, ja. Ja, živo je. Dobar dan vsem. Dajte vi kaj povedati, vaše izkušnje s to svetlobo, društvom svetloba, da ste se včlanili not, pa v bistvu tako to zgleda. A kako zgleda svetlobno? Ja. A veste kako? Jaz sem bila navdušena prvič, ko sem klikala na spletno stran, me je že to impresioniralo, a ne? Ena taka estetska spletna stran, prilagojena, tako kot se že vi omenili, no, ne samo za nas videče, jaz pač sama vidim, sem hči je pa popolnoma slepa, ampak tako že se mi zdi, da slabovidna je tudi delno prilagojena. Potem sem imela pa možnost se srečati z Mihelo in mene je v bistvu navdušilo to, da so pravi ljudje na pravem mestu, ne? Ena svežina v ta prostor, se veste, vsak ima izkušnje bodi si z organizacijo krovno, mi je pa zelo pomembno to, no, osebne zgodbe, tako kot je Mihela omenila, ne? In vidim, da so tam pravi ljudje, tako, ki peljejo zgodbo v eno svetlo smer, se mi zdi pravno, da tudi taka svežina na tem področju prisotna. Pomembno je pa to, da je to, kakor je Mihela rekla, en most tudi med stroko in vsemi, nam rekla, nami, no, ali pa če se štejem te, ki imajo težave z okvaro vida, ne. Tako, no, ta človeška nota zraven, tako v paketu, no. In se mi zdi fajn, da to društvo obstaja, povezuje.
No, super, lepo. Silva Rožman, bi še kaj dodala? Jaz imam pa drugo bolezen, nimam to, ampak poznam mene in sem se vključila, pa sem šla na njihovo spletno stran in navdušila me je tudi Mihaela s svojo pozitivno naravnanostjo, pa ki se je izrazila, kako se je pobotala z boleznijo in s temi njenimi projekti in sem prav navdušena. Okay, Hvala, Silva. Hvala. Ja, Mihaela, projekti. Ja, ta most mogoče, če še lahko izkoristim tole, kar je Jera omenila, da se imamo društvo kot en most med stroko in med obolenimi. V tem smislu bi rada povedala, da vsaj 2-krat na leto organiziramo srečanje z docentem dr. Martino Jarc-Vidmar in vsaj 3-krat na leto Zoom srečanje s profesorjem Havlinom. Zdaj smo se povezali pa tudi z docent dr. Tekavčič-Pompetovo, ki je pa pedonevrooftalmologinja in imamo decembra Zoom predavanje z vprašanji. Meni se zdi to izjemno pomembno, da se oni nekako nam približajo, ne? Da organiziramo Zoom srečanje za vse člane, zdravnik si vzame čas, se usede za računalnik, dobi vprašanje vnaprej ali pa tudi ne, dobi vprašanje direktno od človeka, ki ima težave in nanj odgovarja. Ali pa nam pa tudi pripravi kako predavanje, recimo. Malo od nas je vedelo, kako funkcionira siva mrena, recimo, ki je zelo pogosto sopotnica nas, ki imamo mrežnico okvarjeno. V bistvu se naše oko stara hitreje kot pri zdravem človeku in tudi te pridružene bolezni pridejo zraven. Bodi si siva mrena, bodi si edem, karkoli, ne. No in nam je profesor Havlina si je vzel čas, nam je pripravil predavanje. Pomembno je, da se oni spuščajo iz svojega nivoja medicinskega na čim bolj poljuden način nam pripraviti predavanje o boleznih, o pigmentozi ga imamo, o boleznih makule, ki se rumene pege dotikajo, torej o sivi mreni nam je predaval na tako zelo poljuden način, da lahko to vsak od nas razume, ne? In zato sem jim jaz zelo hvaležna. Tukaj imamo res podporo. Zaenkrat, mogoče bi pa še eno temo odprla, no? Ja, dajmo. Spodbujana sem bila, ne, da predstavimo Nacionalni center rehabilitacije. V Sloveniji, ne, vsi vemo, ko nimamo dobrega vida, da je dobra rehabilitacija temelj, osnova, ki pomaga se vrniti v normalno življenje, kot je to doleti. In po sesutju, bom rekla, Centra za rehabilitacijo v Škofji Loki smo bili kar brez. In zdaj se ta zadeva postavlja na očesni kliniki. V marcu bodo končali z obnovo, bodo pridobili nove prostore, bo to vse skupaj malo bolj spodobno, tudi kar se prostorskega aspekta tiče. Strokovnjaki imajo, obljubljajo mi, da v naslednjem letu bodo zaposlili še enega ali 2 strokovnjaka za tehnično podporo, za tehnično pismenjevanje. Psihologinja, tiflopedagoginja in oftalmologinja so pa že in tudi imajo strokovni tim za obravnavo otrok. In mi smo zdaj 4 mesece z roko v roki sodelovali in nastala je kompletna predstavitev rehabilitacije za odrasle, posebej za otroke. Naš član Luka Campolungi, ki ga mogoče poznate. Ja, Luka poznamo. A Luka ima tudi to bolezen? Luka ima pa eno drugo bolezen, okay. Član našega društva. Luka poznamo, ja. Rehabilitacijo, skozi se opravičuje, zdaj se ni mogel povezati. On je bil pa pripravljen svojo izkušnjo o rehabilitaciji podeliti z nami, tako da ta projekt, ki je približno skoraj 1 uro dolg, gre jaz upam, da v naslednjem tednu na našo spletno stran pod zavihek rehabilitacija. Mislim, da bo to, vsaj po besedah dr. Vidovičeve, prvič v Sloveniji predstavljen ta zametek,
ne, se to še ni čisto v celoti rehabilitacija, ampak jaz srčno upam, da to bo zaživelo tako kot more, no. Tako da drug teden bo to gor in potem bodo lahko ljudje iz cele Slovenije dobili eno prvo informacijo, kako to izgleda, kaj se tam dogaja, in se mogoče bo še lažje opogumili za to. Super. Goran, a si se spet zmotil ali imaš vprašanje? Ne, zdaj pa imam vprašanje. Super. Tako, mene zanima, boste vi tudi prisotna, ko bo, mislim, 26. v Izoli predavanje o rehabilitaciji? Mene ni nihče povabil. Ravno o tej temi bo tudi, recimo, rehabilitacija slepih in slabovidnih v Izoli. A res? Odlično. Jaz upam, da bo prej na naši spletni strani kompletna predstavitev, da si boste lahko ustvarili en kratek pogled, eno informacijo. Jaz sem se potrudila, jaz sem se celo potem dala prepričati, da sem celo asistirala, da neke pripomočke prikažemo, da prikažemo hojo s palico, vsaj delno, ne. Sploh pa pri otrocih se mi je zdelo pomembno, da tudi predstavitve strokovnjakinj podložimo s slikovnim materialom, ne, da se na mestu samem vidi, da to je smiselno, kako se to dogaja, da to nič ne boli otroke, da so prijazne gospe, sploh te, ki se ukvarjajo z otroki, ne. Tole na vprašanje pa ne morem odgovoriti, ne, zaenkrat me ni noben tja povabil, pa mogoče jaz sem tako zelo laična, veste, jaz sem bolj mrežni človek, povezovalni človek, ki iščem prave ljudi, da pripravimo prave stvari, ki se mi zdi, da zanimajo nas. Jaz pravi naslov, da vam to obrazloži, kaj bo tam, ne? Ja, prav, bom pogledala, lejte, jaz sem tudi članica društva slepih v Ljubljani, tako da me obveščajo o dogodkih, tako da si bom tudi sama pogledala, pa jih bom tudi obvestila o tem. A kdo pa od strokovnjakov sodeluje? Hvala za odgovor. Goran, a ti veš, kdo od strokovnjakov sodeluje? Jaz to ne vem, jaz to prvič slišim, okrog tega se bom mogel pozanimati za te zadeve. To je bilo posredovano prek MDS Ljubljana iz zveze, da se organizira pač to srečanje slepih in slabovidnih v Izoli na to temo, pač tudi o rehabilitaciji, pošiljala je pa Polona Car. Odlično, lejte, jo bom jaz obvestila, pa če bo rabila kako pomoč, kakšen kontakt, mogoče pa lahko tudi kaj pomagam. To je verjetno ta kak projekt, ki ga ima Polona čez, pa je to zaradi tega. To je čisto individualno. Ja, ok, to bomo že. Brane, ti si hotel nekaj, ne, izvoli. Ja, hvala. Upam, da bo pravilno razumljen, pa da bom prav zavili, kaj hočem povedati. Meni je to zelo všeč, tudi to vaše društvo, ampak v tistem vidiku, ki povezuje ljudi za okvaro vida zaradi iste diagnoze ali podobne diagnoze. Ker ti stvari, ko so pa slišali težave pri izgubljenju vida, izgubi vida, kakve so posledice vsega tega, je pa to popolnoma enako pri vseh drugih tisočih v Sloveniji, kjer je posledica praktično enaka pri vseh, ne glede na vzrok. Ali je kdo v prometni nesreči, ali zaradi bolezni in tako dalje. Pri vseh gre za izgubo vida in naša društva, zveza so že, vemo, zdaj 100 let o tem govorila, aktivna pri tem, in tudi pri tem, recimo, Centru za rehabilitacijo. Zaradi naše aktivnosti je prišlo leta 2008 do dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zdravovanju, potem dolgoletna borba, 90 let, da se to sploh pričelo izvajati, tudi zdaj imamo kontakte, kaj vse je narobe, kaj bi morali izboljšati in tako dalje. In tudi te, od tipa, ni tako naprej in tako naprej, no, se pravi, to je vse pri nas prisotno in pa tudi pri vas sklepam oziroma menim, da se vsi vi, tudi člani naših medobčinskih društev in preko njih zveze društev. Tako da vse druge stvari je to zelo dobro, da se dobivate in tako dalje, ampak razumem pa v okviru tehle iste ali podobne diagnoze, ne pa v drugim smislu posledic izgube vida, ki se naša društva in mnogi že dolgo s tem ukvarjamo. Ne vem, upam, da sem bil prav pravilno razumljen glede tega, Mihaela.
Ja, bom odgovorila, dober dan. Seveda, da ste bil prav dobro namerno razumljen. Mi smo se organizirali zato, ker imamo posebej organizirali, oziroma smo zelo razmišljali o tem, da bi bili kot ena sekcija v okviru enega od društva. Celo z enim predsednikom enega medobčinskega društva sem se o tem pogovarjala. Ampak, a veste, to, kar ste povedal, koliko je 9 društev v Sloveniji, pa krovna organizacija, Zveza društev je, delujejo 100 let na tem področju. Mi smo se organizirali zaradi tega, ker imamo določene specifike, da se lažje najdemo, da lažje opozorimo nase, delujemo pa v dobro vseh in lahko na tem mestu tudi povem, da pri članstvu, če se kdo želi včlaniti v naše društvo, jaz nikoli ne pogledam, kakšno diagnozo ima. Res je, da imamo v naslovu Društvo obolelih za redkimi boleznimi oči na genetski osnovi. Ampak, če si kdo želi pridružiti, nikoli ne rečem, kakšno bolezen pa imate. Važno je, da je slaboviden ali slep in je dobrodošel. Drugače pa se ne zapiramo v svoje okvire. Delujemo v dobro vseh slepih. Poglejte, s predstavitvijo Nacionalnega centra za rehabilitacijo se absolutno ne zapiramo v nobene okvire. To je popolnoma vse odprtega tipa, namenjeno vsem v Sloveniji oziroma slovensko govorečim ljudem. Vsi prispevki zdravnikov so v slovenskem jeziku, vse predstavitve, vse zgodbe, ki jih posnamemo in damo na Facebook, so odprtega tipa za vse, kdorkoli je pripravljen pogledati, je dobrodošel. In tudi lahko morda na tem mestu povem, da smo se na zvezi pogovarjali, bili smo povabljeni na sestanek in v projektih, kjer lahko pomagamo in doprinesemo, absolutno sodelujemo tudi z Zvezo in z vsemi drugimi društvi, ki nas bodo povabili k sodelovanju. Tudi zdaj se pri problematiki ukinjanja dodatka za pomoč in postrežbo se izjemno angažiramo in podpiramo Zvezo pri njenih aktivnostih. Tako da se sploh ne zapiramo v neke okvire, želeli smo pa samo najti en prostor, en varen prostor, kjer se lahko izrazimo. Glejte, mogoče vam bo lažje razumeti moj problem. Jaz sem v 4. kategoriji invalidnosti, pomeni slepa oseba. Recimo tale primer, ki se mi je zgodil na letalu. Prišla s prijatelji na letalo, seveda s palico, ker ima tako vidno polje ozko, da se razen doma ne morem sama gibati. Pridem na letalo, se posedem, se usedem zraven tujih ljudi, na drugi strani so sedeli moji prijatelji. In mi je postalo dolg čas, na letalu, pospravim palico, vzamem iz nahrbtnika tablico, prilagojeno meni, črna osnova, povečane črke in začnem prebirati tablico. Moji prijatelji so opazovali ta dva gospoda in gospod, ki sta sedela zraven mene, sta bili čisto šokirana. Težko je razumeti, jaz se vedno poskušam postaviti v vlogo videčega, ker ta stereotip v Sloveniji velja, če ne vidiš, če si slep, ne vidiš nič, ampak v idealnih okoliščinah, pa s pripomočki, pa jaz lahko tudi sama še kaj preberem, O teh stvarih je treba odkrito govoriti, odkrito povedati, razbijati te stereotipe, pomagati ljudem, da nas razumejo, ker to ni preprosto, Če sem bila mogoče, ste me razumeli, kaj sem povedala? Pardon, ravno te države so enake pri vseh nas. In vsi se borimo za tole. To je bilo moje v bistvu bolj pod vprašanje, ko ste že sama govorila, zakaj niste kot sekcija pri Zvezi društev, ko so bili slepi intelektualci in tako dalje. Ste imeli zagotovljeno logistiko, morda celo financirane preko FIHA kot posebna postavka in tako dalje. Ne je bilo to več možnosti. Glejte, jaz bom vesela, če mi boste kaj pomagal, če mi boste kaj svetoval, pa če se odprejo kakšne možnosti, mi sploh nismo zaprti. Mi smo zelo odprti za sodelovanje, morda pa
Glejte, zakaj pa ne? Sploh pa, ko ste omenili sredstva, do katerih je tako zelo, zelo težko priti, ne? Za podporo projektom. Mi se pač tukaj trudimo sami, nas nihče ne financira. Mi absolutno vsa sredstva z neko članarino, ki pa je zgolj simbolna, se veste, s članarino ne prideš ne vem kako daleč, za vsak projekt je treba pluniti v roke, iti naokrog pa zrihtati sredstva. Je pa res ena stvar in tukaj lahko povem, da sem izjemno hvaležna, da zelo veliko ljudi pomaga pro bono. Jaz bom vedno ambasador tega, da v Sloveniji je ogromno dobrih ljudi, ki so veliko stvari pripravljeni za ljudi narediti pro bono. V redu. Ne, sej jaz mislim, Brane, da je čisto vseeno, kako se organizirajo. Važno je, da je tudi sodelovanje, ne, sej recimo Društvo prijateljev slepih, ki bo naslednji teden moj gost, je recimo tudi en podoben primer enega društva, ki deluje izven zveze, pa je potem bilo v začetku malo problematično, zdaj pa kar dobro sodelujemo, ne. Ko ste omenili prijatelje, nimamo samo slepih in slabovidnih z okvarami, mi imamo tudi nekaj članov, ki so podporni člani, ki nas suportirajo na različne načine, pa so člani društva. Ja, Brane, povej, nekaj si hotel reči. Ja, ravno z tega vidika logistike v teh stvari, ne, da če bili sekcija pri Zvezi društev, bi bila to posebej postavka v finančnem planu Zveze društev in naslovljena na FIHO. Mislim, da je bilo to zelo enostavno, tako so slepi intelektualci. Imajo posebej postavko, svoj denar, s katero pa sami razpolagajo. Aha, ti hočeš reči, da bi bilo lažje za financiranje, bi bilo, če bi bili v okviru zveze. In za logistiko je vse skupaj. Ja, razumem, ja. No to sem bil prej, malo jasno, s tega vidika. Ja. No, to v tem smislu, ja, da ne bo zdaj izgledalo, kot da je kdo jezen, ker se niste okrog zveze organizirali, ali pa znotraj zveze. Jaz sem vas že v osnovi razumela, da ste dobro namerno izpostavili. No, super. Evo, še kakšno vprašanje? Lahko nekaj povem? Ja, Darinka, ti si roko dvignala, oprosti. Ja, mislim, da me vedno prezreš, ne glede na višino in širino. Darinka, danes te bom objel, ko te bom videl zvečer. Ja, lepo prosim. Pa en težek paket ti bom prinesel. Upam, da imaš šerpa s seboj. In ta paket bom z veseljem prinesla v Maribor. Skratka, sem Darinka Lozinšek. Rada bi edino to rekla, da sem poiskala mail srečanje slabovidnih in neslepih in slabovidnih, tako da je slabovidnih srečanje v Izoli. Imajo v petek 26.11. na sporedu predstavitev celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, CRSS, pomišljajo UKC Ljubljana, očesna klinika, predstavitev pogovor. Kateri ljudje oziroma kdo bo sodeloval, ne piše, to je eno. Drugo bi pa rekla morda nekaj okrog bele palice. Mi, ki smo 40, 50, 60 let, slepi, slabovidni ali z ostankom vida, kot smo včasih poimenovali nas, ki smo nekje vmes med slabovidnostjo in slepoto, nismo bili navajeni nositi bele palice. Bela palica, ne da bi bilo nam nerodno, tudi jaz bi jo marsikdaj potrebovala, ampak vedno je bil to nam nekako znak slepote. Jaz imam partnerja, ki je slep. Ponoč. 100% slepota. Če mu ne verjamete, lahko celo ponudi učko, ki jo da na mizo, ne? Me pa strašno znervira, ko gledam ljudi, ki grejo s palico po mestu in se poistovetijo z nekom, ki je v popolni temi, ki ne more brez palice nikamor iti. Tudi doma se giba brez palice, seveda, ker je navajen, v prometu jo mora imeti seboj, tudi če bi znal, na primer, kamorkoli priti. Zato popolnoma razumem ta dva gospoda,
na letalu, pa ne mi to zameriti, a ne, ker bi tudi jaz zabodeno pogledala, potem radi rečemo, kako je pa prišla zdaj z belo palico na letalu, tu pa zdaj prebira na tablici. Ja, v redu, če je to zdaj pač verjetno novi pristopi, da se trend ali karkoli, ampak mi, ki smo pač, že kot sem rekla, toliko in toliko let v tem, smo vedno imeli to palico, da je to prepoznavnost slepega, ki je pač v popolni temi. A brez zamere, to sem pač nekako želela povedati, zakaj ni to samo stereotip v Sloveniji, po mojem, ne vem, se pravim, jaz se družim s slepoto od 15. leta, sama sem z ostankom vida, s slepoto, tudi sama sem obiskovala običajno osnovno šolo, marsikaj nisem mogla, ampak z vztrajnostjo sem prišla skozi šolo osnovno brez problemov, tako da bi že morda včasih takrat rabila belo palico, ampak kot sem rekla, tak je moj pogled, pa brez zamere. Duša, midva se pa srečava zvečer. No, daj, komaj čakam. Če sem bila jaz nagovorjena, kar se tega tiče, mogoče bi poskusila odgovoriti oziroma razkriti svoje razmišljanje, bi pa prosila Matejo, če si še z nami povezana. Ja, se je, ja. Teja Pirman, ona v našem društvu je izjemno aktivna in povezana s svetom in bi lepo prosila, če lahko še ti, Mateja, poveš, kako pa po svetu ljudje razmišljajo, ne? Ko imaš stike z raznimi društvi oziroma z ljudmi, ki so slepi. Namreč moje stališče je naslednje. Po kategorizaciji v nacionalnem centru oziroma ambulanti, če se kar po domače imamo, ambulanti za slepe in slabovidne, imamo prvo in drugo kategorijo so slabovidni, tretja, četrta in peta so slepi. Peta je tema, ste rekli, a ne, jaz imam pa eno pikico ostanka vida, ampak ta pikica ostanka vida meni, jaz imam eno veliko srečo, da z nekimi dodatnimi očali še lahko preberem kaj. Mnogi v četrti kategoriji ne preberejo nič, tudi če si dajo na očala teleskopska in podobno, ne. In tudi tretja kategorija sodi v slepoto. Torej, 3 kategorije slepote imamo. Kar se pa palice tiče, jaz palico razumem kot pripomoček, kot podaljšek roke, prsta, ki ti pomaga zatipati in se gibati. In če imam jaz zoženo vidno polje znotraj 5 stopinj, to pomeni, da gledam skozi tako da bi gledala skozi 2 cevčici svet, in je absolutno nemogoče, no, res, videti, kaj je spodaj pri nogah, če dvignem rahlo pogled gor, ne. To pomeni, če je luknja pred mano, pa da bom jaz pogledala malo naprej, če gre avto, bom jaz v luknjo padla, ker je ne bom našla, nikakor ne. Zato sodijo zožanja vidnega polja pod 5 stopinj med slepe osebe, ker se gibati absolutno po prostoru ne moremo. Torej, palica je podaljšek, ki mi omogoča bolj varno gibanje. Še bolj pomembna funkcija je pa ta druga, ne pri palci. Palca je komunikacijsko sredstvo. Zame je to najpomembnejša funkcija. Ko vzamem palico v roke, razložim drugim, signaliziram drugim, da je z mano, da imam problem, da ne vidim ali vidim zelo slabo in če koga pohodim, če se v koga zaletim po nesreči, če sem nerodna, to ne pomeni, da je razlog zadaj kakšen drug, si lahko sami mislite, kaj si ljudje mislijo, ampak je preprosto to, da ne vidim in se mi zdi, da to zelo olajša življenje meni in tistemu, ki mi pride naproti. Mateja, če si pripravljena, dopolni me, prosim, z izkušnjami po svetu. Ja, mislim, imam par misli, no, tle, pa tudi to lahko tudi podelim, no, kar imam izkušen, tako kot si rekla.
Zdaj, mogoče bi najprej samo to v zvezi s uporabo bele palice. Recimo, jaz sem kategorizirana kot slepa oseba v 3. kategoriji. Ravno se v bistvu kvalificiram. Imam nekje mečkam po 10 stopinj vidnega polja, pa nekaj malega zaznavam v bistvu ob straneh svetlobe. Največji problem imam, da ne vidim dol, pa ne vidim gor. In zato tudi je moja glava je največkrat izpostavljena, moja kolena, moj trebuh, skratka, tako, pač sem v določenih situacijah, hočem ali nočem, izpostavljena poškodbam. In tako, kot je tudi Mihela recimo omenila, zelo čudnim situacijam, ker deluješ kot videča oseba in pravzaprav najbrž iz vidika tistega, ki popolnoma nič ne vidi, si zelo dobro vidim. Ampak iz vidika tistega, ki pa vidi normalno, ki ni ne slaboviden, ne slep, pa v bistvu pravzaprav vidim skoraj nič. Jaz vam, če tako gledam, od 95%, recimo 90-95% sveta okrog sebe ne vidim, ga ne zaznavam. Zaznavam ga recimo preko sluha, preko drugih čutov, ki jih razvijamo, ampak vidim pa ne. In recimo jaz še ne uporabljam bele palice, ampak sem jo že dobila v Centru za celostno rehabilitacijo, sem jo že dobila in tudi dvigala na zvezi. In se še opogumljam, a jo bom v kakšnih situacijah uporabljala ali ne. Ampak tukaj mi je recimo zelo pomemben, bilo več vidikov, tukaj pa to, kar je Mihela pač me zdaj spodbudila, da kaj povem. Jaz sem recimo sicer s temi ljudmi, ki sem, bom rekla, bolj v osebnem kontaktu, večinoma so to osebe, ki še mečkam bolj vidijo od mene, tako da ne uporabljajo palic. Ampak v skupinah, kjer sem, pa s temi ljudmi, ki se pogovarjam, pa vidim recimo, da v določenih, bom rekla, po svetu, veliko prej posežejo po palci kot mi. Mi res čakamo do konca, ko ponavadi se ljudem zgodijo že kar kakšne težke poškodbe, ali pa zelo težke situacije, potem pa rečemo, zdaj bomo pa palco. V tujini je to, bom rekla, mečkam, bom rekla nekje, ne povsod, ampak se to začenja že dosti prej. Je pa res, da te, bom rekla, stereotipi, ta nerazumevanja, ki so pač čisto logična, ker ne moremo razumeti, še jaz včasih težko razumem svojo bolezen, je pa nerazumevanje je pa povsod veliko. Tako da meni je to, ko sem videla, da ljudje rečejo, vidijo 10 stopinj, 15 stopinj, pa že rečejo, okej, kaj pa, če jaz uporabljam palico, ko grem po temi nekam? In jo začnejo. In kaj meni da? Meni da v bistvu to 3 stvari. Jaz se pravim, meni upam, da mi bo dali to 3 stvari. Ena je varnost, ker je pač res veliko enih situacij, ko nisem varna. Drugo je tako, kar je rekla Mihela, to, da druga informiraš, in tretjo je meni svoboda. Meni je v bistvu v osnovi, ko začneš enkrat prehajati v slabši vid, pogruntaš pravzaprav, da se skozi bolj omejuješ sam v sebe. Ne greš tja, ne greš tja, zato ker ne veš, če bo zmogel, ali pa nekoga rabiš. In s tem ni nič narobe, da se tudi kdaj omejiš, pa tudi da prosiš za pomoč. Ampak v bistvu, da v osnovi ti vse najdeš eno stabilnost, eno samozavest, je res ta prehod, da začnemo palico uporabljati prej. Jaz mislim, da zelo dobrodošlo. Verjamem pa, da je to, se je rekla meni tiflopedagoginja, pravzaprav je ta RP najbolj nerazumljen med videčimi in med slepimi, ker si res nekje vmes. In tudi sam se tako počutiš. Počutiš se, da golfaš velikrat. Tako res, ful se moramo s tem tudi sami soočati. Pravzaprav je pa nam da to zelo pomembno. Res, meni predvsem na osnovi varnost pa svobodo. Tako, da sem zmožna zdaj reči za pomoč, da imam palico, ker vem, da če bo res kriza, ko bo temno ali pa ful gužva, da bom pa pravzaprav imela
eno pomočnico zraven, ne? Da ne bom čisto samo v tem, kar je včasih res zelo težko. Tako da upam, da nisem predolga, no, sam. Pač mene so vse te stvari, ki sem videla, da ljudje res prej mogoče rečejo, zakaj pa ne, zakaj si ne bi pomagal, zakaj bi se začel omejevati samega sebe in se poškodoval, a ne, je tisto, kar rečeš, ne, mogoče pa je čas, da začnem to počasi vpeljevati v svoje življenje, ne. Čeprav še vidim brati pa tako da, ker v bistvu je nam ravno gibanje po prostoru največji izziv. Orientacija pa gibanje, ne. Saj meni, no, in jaz mislim, da vidim, da tudi drugim, ne, največ. Pa se predstaviti svetu, no, kot nekdo, ki zelo slabo vidiš, ali pa skoraj nič, ne. Tako. Jaz se moram malo priključiti na to, jaz se ti zelo lepo zahvalim, ker mislim, da si dala bistveno lepše povedati, zakaj smo se mi organizirali kot društvo. Ker smo nekaj vmes, kot si rekla, ne, dokler nismo sveda čisto slepi, ne. Pa še tole bi jaz dodala, iz sveta prihajajo vzpodbude, da se belo palico vzame čim prej v roke, ko si enkrat tako slabovidena, ne, zaradi varnosti in komunikacije z okoljem in tudi, morda se je tudi lažje priučiti uporabe palice, ko še mečkan vidiš, ko se še malo slanjaš na vid, ravno tako kot računalnika s pomočjo sinteze govora, a ne, ker ko kombiniraš še malo stanka vida z audiotehniko, a ne, se je lažje učiti. Ko enkrat popolnoma zgubiš vid, ko se cel svet, ko se nebo zgrne nad tabo, ko si na kolenih, zaradi tega, ker ne vidiš več kar naenkrat, a ne, pa ne znaš niti računalnika uporabljati, pa ne znaš niti palca uporabljati. V bistvu rabiš neznosno veliko časa, da se postaviš na noge. Če imaš pa neka predznanja že odprej, je to postavljanje na noge po mojem razmišljanju nekoliko lažje. Hvala Mateja, tisti tvoj, bom rekel govor ali pa izpoved, se mi je zdela zelo lepa, super zadeva. Je pa Brane dvignil zdajle roko in verjetno bo on kaj povedal o beli palici. Imam prav, Brane? Mikrofon, ja, izvoli. Ok, mislim, da je prav, da še informiramo se, da je po prometnem zakonu, zakonu o varnosti v cestnem prometu za slepe obvezno, da ko smo udeleženci v javnem prometu, da imamo belo palico, se pravi nad 95% izgube vida, 3., 4. in 5. skupina po definiciji, moramo imeti belo palico. Zanimivo še mogoče tole, da pred 20 leti je bilo celo obveza, da imamo poleg bele palice na obeh rokah, na vsaki roki rumen trak z 3 črnimi pikami. Ko včasih vemo, kdo je to imel zvezdo, ne? In ko je bilo pred 20 leti so bile spremembe zakona, se pravi borili, da so te črtali te trakove, ne zaradi diskriminacije in tako naprej, ampak bela palica pa logično in da je obveza nad 95% izgube vida, ne. Brane, ti si dosti časa, kakor te jaz poznam, si bil brez palice, potem si pa zdaj, ko se ti je vid precej poslabšal, si jo začel pa pridno uporabljati, ne. Zdaj, bela palica je tudi v nekem smislu, zakaj je slepi ne uporabljate, je neke vrste stigma, ne. Ko belo palico primeš v roke, si tako rekoč slep, invalid, nesposoben, ne vem, še verjetno bi najdel kak izraz, ne. Mislim, se me razumeš, ne, govorim kot pozitivist, ne. Jaz vedno rečem, tudi se pogovarjam o tem, da mi sami moramo sprejeti to belo palico in to mora narediti v glavi klik. In še ko ta klik doživiš, jo začneš uporabljati, ne. Jaz bi jo lahko že leta prej uporabljal, ne, ampak trajalo, da sem prišel do tega klika, potem, ko sem začel uporabljati, mi je pa žal bilo, da nisem že prej uporabljal. Dali ste mi, Mateja, Mateja si mi dala idejo, da bo mogoče ena naslednja Zoom kavic bo v beli palici. Mislim, da bi bilo fajn, ne, tudi na to zadevo
da si pogledamo zgodovino, kako je nastala, kako se je razvijala, kako je bela palica za slepe, kakšna palica je za slabovidne v nekaterih državah in podobno. Fajna tema bi bila, ja. Ja. Goran, izvoli. Jaz bi imel vprašanje za Braneta. Brane, jaz recimo belo palico uporabljam samo v nočnem času, podnevi pač zaradi še ostanka vida je ne uporabljam. Ali je zakonsko to določeno 24 ur, ali kako bi rekel, ali samo po potrebi med to palico s seboj? Zakon določa, da ko je slepa oseba, to je nad 95% izgube vida, udeleženec v javnem prometu mora imeti belo palico. Ima pa to tudi posledice, recimo, če se ti kaj zgodi, pa nimaš bele palice, ti zavarovalnica ne bo nič povrnila, češ da si sam kriv. Če pa imaš belo palico, s tem izpolnjuješ pogoje iz zakona in si potem lahko dobiš kako odškodnino ali kaj takega. Ja, hvala vam. Da kadarkoli podnevi po noči moraš imeti belo palico. V redu, hvala. Imamo izkušnjo naše. Jaz ne, kako se vi prijavite v govoru? Je v redu, vse kar, vi ste gostja, vi imate privilegij, da lahko skačete v besedo. Hvala lepa. Mi smo naredili v tem letu prav Zoom srečanje na temo uporabe bele palice zaradi nekaj novih članov, ki so dali vedeti, da jim je to težko prijeti v roke. Ja? In veliko smo se pogovarjali o tej stigmi in jo poskušamo razbijati. Ne? Slepa palica mora biti tvoja prijateljica na ta način, ne, ki te varuje, ki komunicira z okolico in ti omogoča večjo varnost in seveda svobodo, kot je rekla Mateja, ker mi, ki imamo pigmentozo, večinoma takoj z mrakom, ko gre kura spat, ne moramo nikamor, ker ne vidimo nič. Nam paličnice na perifernem vidu najprej odmrejo, tam je pa vid v mraku. Ne? Prej sva se pogovarjala, ne, da v bistvu zdaj sicer je to, so neki vsadki, ampak o tem ne bomo, ker nismo strokovnjaki za to, da vam lahko pomagajo. Mi je bila pa zanimiva informacija, da nekje Japonci razvijajo neke oko, tako kot si je ta, kaj že, nos naredil. Ja, ne, nos naredil, tako Japonci zdaj neke oči razvijajo, pa to so neke razlage. Ja, jaz sem to bila o tem obveščena, se pa strogo držim tega, da ne razlagam strokovne teme, v kateri nisem doma. Je pa vsekakor na spletu. Dušan, jaz imam pa eno Samo da priješ na vrsto. Ena nujna informacija s kavicom, ker jaz ne pocenovamo, bomo vsak petek bomo ob 9 eno astrologijo in ne bomo mogli biti tako na jutrni kavici, a se to bi dalo se predstaviti na četrtek, če se bi dalo. Ne vem, bomo razmislili, drugače bo pa zadeva kar gor na YouTubeu, tako da se bo videlo. Okay. Če nadaljujem na spletni strani, če bo koga zanimalo, lahko tudi posredujem, je približno 200 raziskav, ki trenutno potekajo na svetu na področju pomoči pri distrofijah mrežnice in makule. To je tisto, ko so... Ja, iz knjižice, ja, kaj profesor Havlina o tem govoril. Pa to je tudi tisto, ko sva prej govorila, da je v bistvu se pričakuje zdaj v tem desetletju en tak velik preboj na tem področju. To je pa mnenje profesorja Havline na naši spletni strani pod zavihkom kolumna, je njegova novoletna poslanica voščilo obolelim in vsem ostalim, v kateri je izrazil upanje in veselje, da je leto 2021 prvo leto desetletja, v katerem se pričakujejo res epohalna odkritja na tem področju. Tako da moram reči, jaz sem izgubila že vse upanje. Moja osebna zgodba je taka, da sem šla od Poncija do Pilata, bi rekla, od Rusije do Kube na operacijo in praktično bi šla tudi k čarovnici, če bi kaj pomagalo v enem življenjskem obdobju, dokler nisem prišla do zaključka, da je v bistvu, da sem sprejela dejstvo, da v bistvu ni pomoči, da ni pomoči, da to je, da se je treba s tem nekako pobotati in
ne pusti, da kvaliteta življenja popolnoma pade zaradi te bolezni. Boriti se za čim večjo kvaliteto življenja, sem se umirila, ostala doma, se začela ukvarjati s stvarmi, ki jih lahko počnem, a ne. Nekako tako, no, se mi zdi zelo pomembno sprijazniti se s tem. Ne. Svet in znanstveniki pa v tem obdobju zdaj delajo za nas, res delajo za nas. Prvič zdaj, da je dal profesor Havlina upanje, nikoli nam ni dajal bolnikom lažnega upanja. Super. Jaz bi tukaj zdaj končal s tole mislijo, upanje za vse. Zdaj, če imaš še kdo... Aha, Joža je rekel. Joža, izvoli. Prej ste glih od bele palice govorila, ne? Ja. Bi sam toliko rekel. Jaz jo sicer do 40 leta nisem uporabljal, pa sem jo pa začel in sem ugotovil, da ljudje, ki vidijo, se mi zdi, da so še bolj narodne, kot mi, kar uporabljamo belo palico. Nažalost je temu tako. Držiš palico v roki, pa te ne vidi, da imaš palico. In jaz jo ponavadi, če bi kakšen, da pridem v tak primer, sam takole palico v luftu zignem in takoj začne drugače reagirati. Se marsikdo ne ve, kaj je bela palica. Ja, to je problem. Jaz imam eno izkušnjo. Pa še ena stvar, kar se tiče rehabilitacije. Ne vem, koliko tle v UKC, klinični center, koliko imajo rehabilitantov, ker jaz bom zmeraj tako rekel, da taka rehabilitacija, kakor je bila tlele v centru, jo mrzkje ni. To se pa jaz s tabo 100% strinjam. Ni več tako. Take rehabilitacije zagotovo ni, ampak jaz srčno upam, da stremijo k temu, da bo to postalo vsaj približek temu, kar je bilo. Meri, povej. Ja. Jaz sem bila na avtobusu, pa sem pokazala tole palico, pa rekel, da ne jo zložim, če ne jo moram pa deponirati spod v prtljažnik. Mogoče se je bavil, da bom napadla avtobus. Ja, in ko so se pritožili, pa pisali, a ne, niti odgovorili niso. Avtobusni voznik avtobusa na relaciji Ljubljana-Kranj ni prepoznal bele palice. Zdaj v 21. stoletju. Tudi to se dogaja. No, sej o beli palici bomo verjetno govorili enkrat v prihodnjih. Hvala, da ste mi, bom kar se Mateji zahvalil, ki je nekako inspiracijo mi dala za to temo, tako da bomo na to temo res enkrat pripravili, pa boste lahko fajn izmenjevali izkušnje in tako da. Ja, jaz mislim, da bi počasi, ura je 20 čez 11, bi počasi končali. Zdaj nas je največ, nas je bilo 22, kar je za prvič se mi zdi dosti, enih par starih sem pogrešal. Tinko Šetina sem pogrešal, ki smo jo prejšnji petek pokopali, a ne, to veste. Za tiste, ki ste jo poznali, našo slikarko, prijateljico, korona je pač naredila svoje. Tako da... Cepimo. Ja, no, tako. Skratka, kaj sem hotel reči. Jaz se vam vsem zahvaljujem, da ste bili tukaj. Upam, da bomo zdaj to novo sezono, ki smo jo danes odprli, nadaljevali čim dlje. Tako da priporočam se za kakšne teme, da mi jih pošljete, če imate kakšne ideje, z veseljem bom jih zagrabil. To bo enkrat na mesec? To bo zdaj vsak petek. Vsak petek? Ja, seveda vsak petek bomo se šli. Zato, ker je to zdaj del mreže in zdaj me pritiskajo in so že cel september, november pritiskali name, da naj začnem že s tem, oziroma oktober, pardon, naj začnem s tem in sem rekel, ok, pa začnimo, ne. Prihodnji teden bo pa združenje. Ja, tako, prihodnji teden je združenje prijateljev slepih, a ne. Naj jaz Tanjo opravičujem, ker gremo na en izlet v petek. Aha, v redu. V redu, potem se fajn mejta, kako kartico pričakujemo, ne. Hvala za kartico.
No, in se pa potem čez 3 tedne ima Igor z Igor Milovcem, imamo okrog, kaj ima že tisti nekaj v podeželju, en projekt, čez 4 tedne je pa kar je raj društvo. Tako da zdaj bomo malo tudi ta društva naša predstavljali, potem pa za december še nimam nič, ampak mislim, da imam, ampak nimam še nič dogovorjeno. Kaj pa čez 14 dni? Čez 14 dni je pa z Igorjem Milovcem, on ima neki projekt, čakajte, da vi, ki imam tole, v glavnem neki projekt, na podeželju, neki en projekt ima spet mednarodni. Dostopnost podeželja, mislim, da je nekaj. Tako je, dostopnost podeželja, ja, tako, ja. Evo. No, jaz imam pa predlog, bi pa lahko martinovali preko Zooma, ker smo Štajerci tudi tukaj. A to bi naredili 12. Ja, 12. gremo na SSI, tako da bo malo težje, če nas ne bodo pač zaprli oziroma onemogočili, bi pa mogoče vseeno 11. naredili izjemoma. A ja, da bi naredili martinovanje 11. ali pa 10. naredimo. Ja. Velja, 10. naredimo, se dobimo s kozarčem vinčka, takole na Zoomu, jaz bom poslal vabila, pa da nas zdravimo. A velja? Ste za to? V redu. Saj tudi, če se dobimo samo za 10 minut, pa da si nas zdravimo. Velja, ok, martinovanje 10. Dušan, kjer uro se boš pa zmislil, to dopoldne že? Ja, dajmo dopoldne, ne, dajmo po 12. uri, po 12. uri. 11. Ne, dajmo se zmeniti ob 13. uri najboljše, ker to je že popoldan, da ne bo rekel, da že dopoldan pijemo. Ja. Ok, a ste za to? 10. ob 1. uri se dobimo na martinovanju na Zoomu. Ok, jaz bom vabila poslal, vi pa, če boste prišli, boste prišli. Ok. Če ne bom pa. Če ne, se ga bom pa v žalosti zapil. Dušan, med vas jo že tam nova mogla. Kaj, pit? Kaj? A pit ne boste mogli? Ne bomo mogli takrat kosilo, veš. A ja, ok, v redu. V redu, prav, velja. Kdaj pa pol za vaju 2, da bi bila? Ja, kaj pa ima, veš, pa... Tako je, medtem so odvisno, da nam to pripravijo, ne? No, da je Joža, organiziraj, pa mi kliči, reče, da bi tam mogoče, pa tudi kakaj 15 minut prej, predno imate vi kosilo. Ja, jaz tako vina ne pijem, lej. No, lej. Bom jaz probal to zrihtati, lej, drug teden je... Bom jaz se probal zmeniti, no. No, lej, Joža, ni bistvena pijača, bistveno je človek, ki pride in da nas zdravi z njim. Pa tudi, če bomo nazdravili z vodo. Ja. Jaz sem potem na dializo, ne gre. Ja. Ti boš nazdravil. Ja, lej, bom jaz že probal to zrihtati. To se pravi, kdaj si rekel 10. 10. okrog 1, recimo, no, ok. Da ne bo rekel, da že dopoldan pijemo. Jaz se upravičujem, ker grem na dializo. V redu, Anica. Pa drugič. Jaz sem pa na fiho. Dobro, ok. Dobro. Se bo še kdo, a ne? Skratka, hvala vam, da ste prišli. Jaz upam, da se še bomo zdaj redno dobivali, no, in dajmo pol 10. pa mogoče res na martinovanje naredite na tako čisto lokalna za 10 minut, pa kdor bo, a ne? Ja, prosim.